Tina Konec, lepo pozdravljena danes na tvoji otvoritvi razstave v Umetnostni galeriji Maribor, v Bogem studiu. Par besed najprej o umetnici. Tina Konec je študirala slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, diplomirala leta 2015 in magistrirala 2019. Je torej mlada umetnica, ampak se mi zdi, da njen izraz pa lahko rečem, da je zelo že, kot da bi imel že zelo dolgo tako eno ustvarjalno življenje in zelo dolgo eno prakso, no. Bomo kasneje videli, na kak način Tina gradi. Dobila je tudi študentsko Prešernovo nagrado, pa tudi eno kar vidno nagrado, prvo nagrado na Extempor v Piranu za svojo risbo. Danes tukaj na razstavi predstavlja svoje risbe s tušem in pa prvič tudi video. Bomo vsem se malo dotaknili. Kako je nastajala v bistvu ta razstava? Zato, ker vem, da je nastajala v malo drugačnih pogojih, kot so pač običajni pogoji. Ja, res je, ta razstava je začela nastajati prejšnje leto. V bistvu vse je nekako sopadlo. Jaz sem bila pač na tem, da začnem delati nove stvari in to je prav nekako kar sopadlo s tem, da zaradi situacije pa korona pa vse to je prišlo tako, da sem glih med temi največjimi lockdowni sem bila doma. Pač doma, v Oplotnici, na Štajerskem, pod Pohorjem in ja, v tem času sem v bistvu zelo veliko hodila po Pohorju, ker sem bila glih tam in mi je všeč in tako da sem Pohorje na novo odkrila. Jaz sem se ful čudila. Pač jaz nisem nikoli prej toliko po Pohorju hodila, kot sem zdaj hodila po Pohorju. Mislim, zdaj je lani v tem času. In me je totalno navdušilo. In tudi doma, ker sem ustvarjala v tem času, sem si gradila atelje doma in sem gledala, mislim, iz ateljeja sem videla točno te ciprese, ker imamo pa ogromno cipres okoli hiše, posajeni, v bistvu skoraj same iglavce in se mi zdi to kar zelo zanimivo, no, pač ker je zitak same iglavce delamo, so tam tudi sami iglavce okoli naše hiše in iz ateljeja gledam te ciprese. In vse to se je pol nekako reflektiralo v vseh teh novih delih, ki so takrat nastala. Ena dela sem pač prav že izvedla, ko sem živela doma, tista, ko pa, ker zdaj sem namreč v Ljubljani, in tudi tista, ki sem jih kasneje pol v Ljubljani izvedla, v bistvu izhajajo iz tistega obdobja, ker takrat se je čisto konceptualno vse nekaj začelo. V teh risbah, ki jih že nekaj časa peliš, so zelo iglavci, ne? Iglavci so bolj ciprese, iglavci? Iglavci, cedre in bori. To je nastalo nekako, mislim, čist začetek tega me zanima, če se še enkrat kak je v bistvu čist nastal ta impuls, da probaš to ali slučajno v teku nekega preizkuševanja, raziskovanja, ali si imela to podobo teh iglavcev, ki so te vznemirjali, kak je prišlo do tega, da si ti te risbe začela? Pa verjetno si začela z nekimi manjšimi formati, ne? Ker tu vidimo, to, kar mene fascinira, je, ker to je velik format 100x70 na roko, ne? Ampak se vidi, da ga ti res mojstrsko, da ga obvladaš, da imaš to prakso, da ni, tudi če so same črnine v velikem delu, da ne zapolni, da se še ogromno noter dogaja v teh črninah. Skratka, vidi se to eno mojstrstvo te risbe, no. Malo me zanima začetek, pa tudi ta tvoja risba, pa bom te še kaj vprašala. Ja, seveda, začela sem z manjšimi formati. Jaz sem že pol z leti malo pozabila, kar sem v bistvu začela. In pol sem najdla, pač ne vem, lani, zdaj, ene stare skice za grafiko, sem imela še na Adobe Promcu, ja. In tam sem videla, da sem v bistvu tam začela, ko sem pač se mogla nekaj skicirati, no, za tisto cinkovo ploščo, sem začela s tem iglavci in tudi takrat sem že tudi neke risbe pol delala, pa nekako je do tega prišlo. Pa tudi to sem tudi opazila, no, da sem že
sem začela res intenzivno bolj v te iglavce delati, to je bilo leta 2015. Že prej sem jaz vedno, ko sem bila, ne vem, na morju ali pač tak nekje, ker pač na morju so te krošnje teh iglavcev bolj bogate, bolj razvejane, imajo pač boljše pogoje. Saj tudi smreka je lepa, ampak pač tista cedra razvejana bolj na tem obmorskem pasu je pa vseeno malo bolj razkošnih oblik in vsega tega. Tako da jaz sem to že ful dolgo fotografirala in sem imela te fotografije že na računalniku, albumu, no, in sem in mi je to se pravi, neki impulzi so bili neizvedni in to se je pol nekako manifestiralo v teh risbah. Drugače pa formati, jaz sem začela z manjšimi s fotografijo, pa pride nekako tudi težnja po večjih papirjih, ali pa ne vem, sem dobila en papir in je bil ful ogromen, pa sem rekla, probajmo in probaš, pa vidiš, večji format ima drugače vlogo kot mali, ker tudi večji je vseeno malo drugače zapolnjuje kot manjše in ja, vedno pa rada kaj novega sploh. Ker ti si študirala slikarstvo in si bila nekaj časa tudi v sliki, ne? Si se tam malo iskala, ampak tu zdaj pa se mi zdi, da imaš tak zelo izpiljen, tak zelo izdelan izraz, no, z enim takim, bi rekla, skoraj meditativnim, malo zenovskim, no, takim občutenjem. Pa me zanima, je to nekako naravno prišlo v to smer iz tebe, ker gor bi lahko naredila na zelo različne načine, ne, ali pa drevje. Je to nekaj, kar je zelo tak tvojega, ali pa te je to samo presenetilo, da je na tak način ljudje vidijo, ali pa kak je s tebi? Sicer vem, da si rekla, da ljudje na zelo različne načine ti potem povejo, kaj vseh teh oblikah odslikujejo, ampak meni tak delujejo zelo tak prefinjene, čiste, malo nashodnjaško likovnost mi tudi kdaj potegne. Ja, to mi marsikdo reče, ampak nisem se nikoli dosti z usodom ukvarjala, spada, vem da tak, ampak jaz sem v bistvu, risati sem začela takrat, ko sem še slikala, ker pač prej sem diplomirala v bistvu iz zelo velikih abstraktnih slik, kar je ful hecno, ful barvitih, čisto kontra temu. In takrat sem pa že tudi risala. In tiste risbe so bile tu nek, pač, poleg teh velikih slik, imam pa tudi to, ne. Ampak ko sem pa v bistvu videla, da so mi bližje. In tudi sem si rekla, prav potem, ko sem diplomirala, pa vse, da sem pa zdaj malo bolj risbi posvetila in ko sem jaz začela samo risati, pač ne slikati, mi je bilo to tako, taka pomiritev, jaz sem se naenkrat tako dobro počutila, ker jaz sem se sliko vedno gorila sliko, pač kot da ima ona neko svoje življenje, kot da ona mene vodi. Pač jaz nekaj naslikala, mi ni funkcioniralo, pa sem se jezla, pa skozi okno vrgla, pa nisem vrgla, pa same take. Tu, ko sem se pa pri risbi usedla in začela te drevesa delati, pa je še tako eno mirnost in eno popolnost, eno tako zelo uravnoteženost, no, jaz pri teh delih doživljam, si rekla, da ljudje zelo na različne načine povejo, pa verjetno pa je v tej smeri malo, ne? V tej smeri nekih naravnih oblik, amorfnih pojavov naravnih. Ja, to se mi zdi, ker drevo je itak samo ena od ja, to je v bistvu fraktalna forma in teh je ogromno pač na svetu, na vseh področjih in če ti eno to fraktalno formo posnemaš, avtomatsko že vse ostale zaseje in seveda bolj spominja ena na drugo, ker imajo iste zakonitosti v bistvu. Ampak po drugi strani pa tudi ko nekaj seke jemnem, že s tem je v bistvu pač ni, mislim, je čista figuralika v bistvu, ampak tudi je abstrakcija, ni zdaj na prvo žogo, no dobro, to je malo bolj abstraktno, ampak te niso zdaj na prvo žogo, ni zdaj drevo v umi tipični formi. Ja, tako se mi zdi, da uspe ena taka se zgodi med tem fizičnim, ker ti si rekla, da v bistvu iz fotografije izhajaš, ne? Kar je najbolj možno deskriptivno. Se
pravi, če bi zdaj samo o fotografiji govorili, ne bi tako enostavljeno, ampak za ta tvoj pripomoček. Ampak to, kar pa nastane, je pa tako v smeri enega presežnega in ravno zato, ker ves čas nekako hočem povedati, da namiguje v eno meditativnost, v eno, da nese čez to realno, se mi zdi, da tako, da združuješ, da prideš tukaj v eno združevanje obeh teh polov in tudi drevo kot en simbol je nek posrednik med nebom in zemljo, ne, na sredini med tem zemljskim, koreninskim zemljskim delom in tistim, čemu vsega z listi in z sporočilom, no, tudi drevesa v simbolnem smislu. Ne. Se mi zdi, da poleg tega, da drevesa upodabljaš iglavce, se mi zdi, da tudi to simboliko drevesa nekako pojameš v to, tako da je zelo podprto tudi vsebinsko, no. Se mi zdi. Mene drevesa zanimajo čisto intuitivno, čisto rada vem, da naravo, se davno vodim. Navdih je tam. Mogoče se še te povezave med temi risbami senc, ki so na za tabo, pa med temi risbami iglavcev, ki si jih imenovala orisi. Sence nastajajo prav tako z rotringom, ne, z temi tankimi pisali, z črnih duš v bistvu, ampak malo povej tudi, na kak način si s tem začela, pa kako ustvarjaš te, pa če je kaj drugačnega, ker na pogled smo, da so zelo drugačne. Meni delujejo kot, tako si tudi v tekstu pisala, kot da loviš eno točko med tistim, kar je še vidno, pa že izginulo, kot da tu vmes se na različne načine, ene so zelo svetle, ene so temnejše, ampak vse grejo v neka izginjanja, prehajanja, se mi zdi ena tema skupna. Ja, sej, te so v bistvu, moram povedati, no, ker sem že me razstavljala. To je v bistvu nadaljevanje dveh risb, ki sem jih naredila že par let nazaj. Samo je papir tam zelo specifičen, tudi sem zelo dolgo papir iskala in ko sem ga najdla in sem lahko nadaljevala s to serijo in se vedela, kaj se je zgodilo. Tako se vedno zgodi, da so te, vse so podobne, ampak ful so drugačne od onih prvih dveh. Sploh, če zdaj skupaj obesiš, to zdaj ni unih ta prvih, ampak če bi bile za video, da so one ful drugačne, ne vem, robovi so bolj ostri, tu sem še nekako bolj lahko doterala to prehajanje, pa razblinjanje, pa ne vem, v megli vidiš nek obris, ne vem, lahko to drevesa prošen, da se malo zmeri, tako dobro, neko je megla. Tako da, ja, no povezane so pa definitivno, ne, vse izhaja, to totalno iz narave tudi izhaja. In ja, no povezane so pa zanimivo tudi čisto tehnično smislu, ker te v bistvu rišem rotringi in z litografijo v bistvu pač kombiniram obe pisali in pač ko grem na zadnjo plast prek z tem rotringom, to je ko se pač črnilo sprazni, pa ga ne moš več napolniti in začnem tako slabo pisati, tako da tistih pol ne zavržem, v bistvu ne zavržem sploh nobenega rotringa, še nisem tam vrgla, ko sem ga ponavljala, pač res ne morem to narediti in jih shranjujem za nek projekt bez tega, zihe. Se pravi, za slabimi pa potem... Za slabimi pa potem pač jih porabim do konca, no, da naredim te. In s tem dobiš ravno to, drugače bi se videli ti, ne, da dobiš ravno te fine prehode. Je pa vse je iz črt, te ideje, to so tudi iz črt, mislim, da kaj ne gleda, da so neke pikice, ne vem kaj, ali svinčnik, ne, to je tuš na papir in vse je iz njih v bistvu. Kaj pa video, ki v bistvu video prvič imaš na razstavi, kak pa je kot video prišlo, ki se mi zdi, da zelo lepo zaokroži to razstavo in tudi zelo enakovrednem nekem, ni zdaj videl nekaj čisto druga, zelo tako idejo nekaj podpre. Tako da to sem bila čisto presenečena, da si se za video odločila in tako na dober način umestila tudi v spodnji prostor, no, z postavitvijo in za rešitvijo, tudi na kak projeciraš. Ja, o videu sem že eno čas razmišljala, sam je rabo svoj čas in lani, ko sem že omenila, da sem bila doma in da je oko mojega ateljeja gledalo tam na tiste ciprese, ki jih celo življenje gledam, v bistvu
sem jih začela snemati skozi okno. In to sem ugotovila, da jaz to delam že kar virtualno, mislim. Vedno, ko se mi je zazdelo, sem jih snemala. In ko sem te posnetke gledala, smo bili zelo, lepi smo bili, všeč smo bili. Estetski svoje. Ja, pa meni To to tako rahlo življenje. Ja, slika je čisto statična, skozi nekaj dogaja, skozi se nekaj premika. In potem sem si rekla, da z tega pa moram nekaj narediti, ne. In zdaj je to. In sodelavci, nisi čisto sama, ti si snemala? Jaz sem snemala, pa ideja dobila, da nimam znanja za te programe, montažo, tako da tu sem imela pomoč. Hvala Rožani Švara, res ne bi bilo brez nje tega videa, pa isto Kukurenu, glasbeniku, ki je to glasbo naredil, zanimivo tudi med lockdownom. Sočasno v bistvu. Sočasno, ja. Zelo lepo povežeš s tem. Še kakšna mogoče zadnja misel, kak je na tvoj način, ko so pa dela bolj na razstavi, ne? Ker zdaj verjetno nimaš tako ogromnega ateljeja, da bi ti to imela na veliko. Imaš velike ateljeje? Ne, mislim dovolj, ampak ne tako to. Ja, mislim, kak je to, ko potem pokažeš, no? Kak je danes tebi? Predni zdaj pridejo že tvoji obiskovalci. Super, res navdušena, da res pa spet vidim, ker res mi narišem, jih pospravim in jih ne vlečem ven za vsaki dan, da bi jih pogledala, tako da mi je super. Mislim, ful mi je dobro videti, kako funkcionirajo, koliko so obješene. Tudi čisto drugače je, ko vidiš, kako se obnaša, jaz sem mislila, da ker je dosti velika galerija, mislim za mene, no, je to največja galerija, da ko imam samostojno razstavo, sem mislila, da bom imela premalo del, da bomo ne vem, kaj mogli še dati. Ampak je ful zanimivo, ko vidiš, kako tvoje delo funkcionira v prostoru, to prezenco dela, vidiš, mislim svojega dela, tudi je zanimivo, kot neka refleksija, je neki tvoj izdelek, ki ima vse neko moč. Ja, zelo močne so risbe, ne. Prav na razdaljo tudi zelo zapolnijo in se je vidno, da nismo mogli čisto vsega skupaj postaviti, ker so premočne, recimo prekontrastne, no bi rekla. Ne v smislu, da seveda stena ne prenese ali nekaj, ampak tudi kontrastne so rabile vsake svoj prostor, ne. Tako da mislim, da se danes zelo lepo sestavijo celota in nekaj vseh nismo porabili. To sem bila presenečena. To je pozitivno.